Kako otroka odvadimo kletvica, to veste. Če 3-letni, 4-letni, ki jo pretrese, je treba, do 4. leta treba ignorirati. To se pravi nič odreagirati. Povedati babici, povedati starejšemu bratu, sestri, možu, vsem. Ta malo je pretresel kletvice in ko bo prišel in omeni spolni organ, prav navihano, in se veselo smeji zraven. In če ga ti se pogledaš in nič ne odreagiraš, se obrneš in greš, gre za tabo in to ponavlja. In nič ne deluje. Pole ugotovi, da to ni nič. Tukaj doma to nič ne pomeni. Tam v vrtcu je bilo to, recimo, če si vse to veste, od doma otrok nič slabega ne prinese. Nikoli. Še noben otrok ni nikoli slabega od doma prinese. To veste. Vsi prinesejo z vrtca. Tako razmišljamo. In ko rečemo, pretresel je tole z vrtca, v vrtcu je delovalo, nekdo je skočil in ne, to se pa ne govori, mi pa ne preklinjamo, mi lepo govorimo in tam malo imel pozornost in je 4-krat probal, to deluje in 4-krat je dobil nazaj. Pa se ti rekla, on pritisne na gumb, nekdo od odraslih skoči in pove isto pesmico. To je zelo preprosto, res samo ena kletica in proba še deluje, prima. In pa proba še drugi otroci, tudi pri njih prime ta gumb. In ko poskusi doma, se nič ne zgodi. Doma pa ta gumb ne dela, konec. Najhuje je, to je spet una zgodba s starimi starši, če nisi pozoren, ali pa misliš sej, da zdaj pa lih ne bo prišla babica, in lih takrat pride, in to pa ne smeš, Bog se bo kregal drugo, trese, veste, zdaj je živo nešteš. In ta mal je odkril, da tudi doma deluje. A bo še pritiskal na gumb? Prvas ne. Kadar bo pa babica, pa bo. In babica vas bo seveda potem starše karala, pa sluš, kako morate prenašati, da otrok takole? To vi niste normalen. Kako vi vzgajate tega otroka? Ampak samo pri njej to počne, ker samo pri njej deluje. Zato je res pomembno, da vse obvesti. Posebej paste na starejše otroke. Starejši otroci so tisti, ki tako z užitkom to pa prepoznajo, da je kršenje norme in oni bi tako, ne smeš ti tega, ne smeš ti tega. Točno tako govori, da to pomaga. Če pa je otrok starejši, pa tega seveda ne bomo naredili, ne bomo ignorirali, ker že razume določene stvari in mu otroku lepo razložim. Poglej, če boš preklinjal zunaj na dvorišču, kaj bo storila recimo mamica od Nika, če bo slišala tebe, da zraven Nika preklinjaš, kaj bo naredila njegova mamica? Huda bo. In če boš ti še naprej preklinjal, kaj bo naredila? Nika bo odpeljala. A želiš biti sam zunaj? Ne. Kaj zdaj? Boš preklinjal zunaj ali ne? Ne. Zelo preprosto. On se odloča zase in o sebi. Kaj želi? In se sooči s posledicami. Mogoče bo tudi poskusil. In če bo mama samo vhod dvigla, to se lepo nazaj. Otroci morajo preverjati, preskušati. Mnogo otrok ne mara zelene solate, mi bi pa radi, da bi jo jedli. Zdaj, to je stvar, ki sem jaz najprej izvajal v vzgojnem zavodu. Kasneje smo jo probali mnogokrat pri otrocih, druge, med drugim smo tudi pri lastnih hčerih smo to upeljali, ki ni marala zelene solate. Dejstvo je, kako? 6-7, tudi pri 5 dobro dela, tudi pri 4 dobro dela, takoj ko znaš 4 do 5. To zna pa že prej. Ja. No, lejte, problem z zeleno solato je tale. Če je neka sladko stvar daš otroku, je takoj za. In jo da v usta in če le čez čas, dobro je. Zakaj? Čutilo brbončice za sladko imamo na jeziku daleč zadaj. In že skoraj dol poješ, še le čutiš, da je sladko. Tle spredi ne čutite, da je sladko. In zato vzame v usta in je. Čutilo za kislo imamo pa čisto tle na začetku. In kis tudi zelo dobro hlapi. In otrok ga dejansko lahko začuti, preden se fizično dotakne solate in umakne takoj, nekateri se takoj umaknejo. Poskušajte, tisti, ki imate še dojenčke doma, poskušajte z limono.
eno rezino limone dajte do jajčka, boste videli, kako se skremži. Pazite samo, da ne bo v oči nesel roke, to je vse, kar treba paziti. Ampak boste videli, da bo še enkrat poskusil in še enkrat, ker je nov, zanimiv okus. Torej, če jaz vem, da prvič, ko vzame solato, je takoj problem, ker začuti, kako je kislo. Se pravi, problem je rešen, ko je solata v ustih, ko je čez to čutilo. Takrat je problem rešen. Torej, nekaj jih mora vzeti. In otrok mora imeti občutek, da stvari obvlada pa tolikle. Če ste malo bolj zoprni, boste rekli 6, ker to je tudi zanimivo. Ni vse na 5, 6 je pol ducata, se spomnite, ne? Ni bilo to za manj, ne? To je bilo že navajanje, da je več kot toliko, ne? Ja, 6. Z otroku povejte, 6 solat vzameš in ti noben več ne bo rekel, da vzami še kakšno. Noben te ne bo silil, solato je, 6 jih vzameš. Tako, da vzame tisto, ki mu je všeč. Praviloma to naredimo na začetku, tako da je z roko. Se pravi, roke umiti, tako jih gre umiti in sme iz solate, če imamo skupno skledo, prime eno solato in jo vzame. Zelo pomaga, to je prvo, ker je čisto poseben občutek in se ukvarja, veste, zaposlili smo možgane s temle, namesto s tem, da se tukaj le brani, nese v usta in ima še skozi občutek, vzame prvo in potem fino, samo še 5 jih imaš. Zdaj, važno je samo, da ne naredite takih flekcov, kot je en gumbek, malo večje koščke solate, ne pa spet celo zeleno, ali ljuno, zimsko, veste, takole plahto kot cel zvezek, nekaj tazega, kar lahko otrok. In vzame 6 in šteje na glas, 1 in poje 2, 3, 4, in ko vzame 6, gledajte, da boste tisti teden vsak dan pripravili solato zeleno. Zato, ker da je eno za drugim je zelo pomembna stvar. Naslednji teden se zna zgoditi že, da bo otrok rekel, a danes pa ni solate. Navadi se. Zelo hitro se navadi, če dajo občutek svežine, svežosti. Malo drugače dokombinira s to hrano, da vzame še solato. Poskuste, boste videli. Izjemno dobre izkušnje imamo, od kjerkoli so še starši to rekli, tudi enkrat ni metoda odpovedala, si predstavljate. Res ne, tudi enkrat še ni metoda odpovedala. Ampak res, z roko in 5 ali 6, odvisno tega, kako je velik otrok, kako že dojema števila in konec. In čez čas se pojavi in začne potem z vilico in neha šteti. Pol eni, kar nabaši na vilico, 1. To ni več 1 solata. 6, konc. In ne rabi posebne pohvale. A si vdahnil? Jaz tudi, evo, plan je izpolnjen, zdaj pa lahko jemo.